Cenjeno občinstvo, dragi gledalke in gledalci, prijazno dobrodošli na današnjem literarnem večeru v znamenju knjige Zamolčana stran. Tokrat Boštjana, akademika doktorja Boštjana Marka Turka z večine poznate, ampak mogoče samo toliko, da si osvežimo spomin, kdo ta gospod pravzaprav je. Torej, akademik, član 3 Evropskih akademij znanosti in umetnosti. Na eni je dekan enega razreda salzburški, torej dekan razreda družboslovja. Sicer je pisatelj, publicist, profesor, redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, tudi prevajalec, še marsikaj drugega počne, torej danes razlog za današnji dogodek je pa tale knjiga, zadnje njegovo delo Zamolčana stran. Preden se midva začneva pogovarjati, bi pa lepo prosila gospoda župana, ker je rekel, da se je naučil nekaj stavkov, dobrodošlice. Torej, dajem besedo županu, gospodu Martinu Breclju. Spoštovani gospod Tirk, lepo pozdravljeni, vsi ostali prisotni v občini Dobrna. Vesel sem, da imamo priložnost gostiti ta zbor za to zanimivo vsebino, ki se odpira zadnjih nekaj 30 let v tej državi, prej pa je bila nekako skrita. Jaz imam en privilegij, da sem skoraj 30 let že župan v tem prostoru in tak dolgem času ima človek priložnost slišati obe strani tistega časa, ki so bile. In tudi sam izhajam z tega okolja, podobnega kot verjetno mi, ki imamo takšen svetovni nadzor, kot ga imamo, pa vem, kako je bilo. In težko je razumeti, da danes po 80 letih nekega časa ne moramo sam pri sebi razčistiti s tem časom zgodovine, da na eni strani imamo samo eno resnico zgodovinsko, ki pa v bistvu ni. Verjetno o tem danes boste pogovarjali. Ne bom več razpravljal o tem, vesel sem, da smo se srečali. Imam pa občutek, da velikokrat govorimo prepričani, da je te vsebine težje predstaviti tistim, ki so pač veliko malce na drugi strani. Zato so taka oblika še posebej, kako ne rečem, dobrodošla za širitev pogleda na ta naš čas in pretekli čas in predvsem za ta naš narod. Naj mi bilo, če bi imeli veliko takih gospodov, pa se mili večjih jezik, kar je tudi lepo. Jaz upam, da bodo tudi te volitve nekakšen odraz tega stanja, ki govorimo. Tako da hvala vam, hvala vsem, ko ste udeležili. Imamo pa tudi bodočega poslanca. Torej, Zamolčana stran. Knjiga, o kateri se bova danes pogovarjala, je strokovno-politična monografija, pregled slovenskega 20. stoletja dveh socializmov, nacionalnega, ki se spet deli, kot vemo, na fašizem in nacizem, in internacionalnega, našega jugoslovanskega socializma, komunizma, kakorkoli že hočete. Značilnost obeh je zanikanje naroda, domoljubja, svobode. Knjiga se osredotoča na vpliv socializma v njegovih različnih pojavnih oblikah. Knjiga nam bo seveda pomagala do odgovora na vprašanje, zakaj smo v slovenskem prostoru, ker v ostalo se ne bova spuščala, zabredli, in na kakšne načine se iz tega lahko izkopljemo. Prijazno dobrodošli, gospod akademik Turk. Hvala lepa vsem, hvala lepa županu, če mi dovolite eno fotografijo za spomin. Hvala lepa županu, ko sem prvič zdaj po nekaj časa v Dobrni, sem opazil, kako je ta kraj lepo urejen, kako je čist in kako je, da bi prišel v Avstrijo. To je naša Slovenija. Prej tega ni bilo.
In pozdravljam vse, mogoče najprej, če najdlje časa poznam tukaj profesorja Cvirka, ki ga prav posebej pozdravljam, ker me vežejo z njim še spomini na Pariz, se pravi tega je zdaj več kot 30 let, ne? In sem v bistvu za vse hvaležen. Potem seveda pozdravljam Miroslava Pačnika, ki je v bistvu heroj in ki ima še več poguma kot jaz, ne? Da je naredil, da je Tita skrajšal za glavo. Naredil tisto, kar bi moral že leta 90 narediti, ne. Potem pa pozdravljam seveda vse, se še posebej zahvaljujem VSO, pozdravljam mojega prijatelja Srečkota, pozdravljam pa predvsem se zahvaljujem gospe Herek, da je zdaj že drugič, bi rekel, podvzela to skrb, ne, in predstavlja pred televizijsko kamero vsebino moje zadnje knjige. Kandidatu za poslanca, mlademu možu, ki ga vidim tu pred sabo, pa seveda želim vse dobro in upam, da bo Slovenija naredila ta korak. Če smo se 25.6.91 osamosvojili, se moramo pa zdaj še osvoboditi, ne. In zato že čisto na začetku rečem, ne, sklicujoč se na Brezjansko Mati Božjo in na drugi strani na molitev za domovino, se pravi na enega od temeljnih stebrov slovenstva, v katerem je beseda v tej knjigi, da se je treba volitev udeležiti. In da če bo vsak dobil še 10, bi rekel, ljudi, ki si sicer oklevajo, bi se volitev udeležili ali ne, potem smo tako rekoč zmagali. Res je. Torej, boste vi gospod Turk, če sem jaz gospa Herek? Ja, jaz sem lahko karkoli, sej, torej... Nepomembno dejstvo. Dajva za začetek eno stvar povedati. Zdaj, to, da nismo nikoli razčistili v slovenskem prostoru s preteklostjo, da ni bilo lustracije, da ni nihče bil procesuiran, pravzaprav resno, ne? Nihče ni odgovarjal za tisto, kar so počeli. Ali je bil to pravzaprav povod za to knjigo ali še kaj drugega? Ja, torej povod za to knjigo je bil odgovor na to temeljno laž, ki se v Sloveniji uveljavlja, ne? In sicer, da je socializem nekaj lepega in da vsi, ki so se, bi rekel, prilepili na socializem, začenši z največjo ikono tega tako imenovanega socializma, Josipom Brozom Titom, so nekaj pozitivnega in nekaj svetlega. Moja knjiga na osnovi natančne zgodovinske in teoretične dokumentacije razkriva, da je socializem najbolj krvava beseda v človeškem besednjaku. Namreč ni bilo ideologije, ki bi uničila toliko življenj, kot jih je uničil socializem, tako kot je Boža rekla že na začetku. In socializem ni kar tako socializem, ne, ampak ima kovanec z dvemi platmi oziroma dvemi stranmi. Ena je nacionalni socializem, druga je pa internacionalni socializem. Internacionalni socializem, za katerem še posebej danes bolujemo Slovenci, je tako imenovana kominterna oziroma je komunizem. To je internacionalni socializem prezira in zavrača narode, prezira in zavrača vero. Internacionalni socializem je pač komunizem, je pač zločinsko podjetje, ne, ki je po pričevanju črne knjige komunizma zahtevalo 90 milijonov žrtev na planetu v 20. stoletju, nas pa še danes drži za vrata, ne, predvsem ikona Josip Broz Tito. Miroslav je tu, bi rekel, naredil en korak, ki bi ga slovenske oblasti morale narediti leta 90, ne, namreč vse te spomenike socialistom, takšnim in drugačnim, pospraviti pač v neke muzeje ali pa preprosto izročiti Romom, da jih pretopijo, ne, bi bilo tudi nekaj koristi od tega. Drugi pa seveda je pa socializem, je pa nacionalni socializem, to je pa fašizem in nacizem, ne, in tu gre seveda za eno veliko zablodo, ne, oziroma prevaro, ne. Hitlerjeva stranka je bila Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ne. In če boste šli na Wikipedijo, kar lahko vsakdo v času mojega predavanja tule pogleda, NSDAP, Wikipedija, Nacionalsocialistična delavska
nemška delavska stranka, nacionalno stališče Deutsche Arbeiterpartei, krajša nacistična stranka NSDAP. Zdaj pa poslušajte, je bila skrajna nacionalistična, fašistična in protidemokratična politična stranka, ki je delovala v Nemčiji v prvi polovici 20. stoletja. Zakaj je ta knjiga? Ne? Če ste opazili, ena beseda manjka, to je tista, ki je v naslovu stranke same, da je socialistična. Hitler, to je bila, ne, zato ker je socializem pospravljen na varni strani zgodovine, ne, in ker ni bil nekaj pozitivnega. Ne. Največje zlo se pa sprosti v, tako kot pravim, v svoji, mislim, kaj pač to zgodovinsko dejstvo, ko se internacionalni, nacionalni socializem, se pravi komunizem in nacizem in fašizem povežejo, nastane pakt, ki omogoči največjo krvoprelitje v zgodovini človeštva, se pravi drugo svetovno vojno. Brez pakta Hitler-Stalin bi druge svetovne vojne nikoli ne bilo. Ker bi si Hitler preprosto ne upal napast najprej Poljske in potem naprej. Kar ni v javni zavesti, in zato je tudi motivacija moje knjige, česar ni v javni zavesti, je preprosto dejstvo, da ko je bila napadena Poljska in ko je padla Poljska, ko je bila napadena se pravi Francija, Benelux, ko se je bila letalska bitka nad Veliko Britanijo, ko so se, bi rekel, izvajale agresije v Afriki, ko je padla Jugoslavija, ko je padla Grčija, je bil Stalin v paktu s Hitlerjem. In bi bil do konca, če se Hitler ne bi precenil, in potem predrznil in nekaj narediti, kar je bilo z njegovega stališča neumno. Tudi generali so mu rekli, ja, se ta pakt čisto odlično deluje, in je potem naredila neumnost in je ta pakt, ampak tretjina druge svetovne vojne se je odvila v paktu nacionalnega in internacionalnega socializma. Zdaj boste rekli, tega ne slišite nikjer, ker vedno se reče, eni so nacisti, drugi so pa komunisti, komunisti so na pravi strani, nacisti pa ne. V bistvu je to eno in isto. Primerov v knjigi navajam, kakor jih hočete. Ko so Rudolfa Hessa, direktorja Auschwitza, največjega uničevalnega taborišča v zgodovini, postavili ta 46, mislim, da v Krakovu pred sodišče, so naredili tako odmeven proces, in ta odmeven proces je imel za svoje bistvo to, da se je lahko Hess branil, in so mu dali odvetnike, ki je hotel imeti, se je bilo jasno, kakšen bo končni rezultat, ker končni rezultat drugač, da so to barabo obesili, pač tam, kjer je naredila vse te zločine, tudi ni mogel biti, ampak vmes je potekal proces, in v tem procesu se je on branil in sicer so prenesli kot dokazno gradivo, zato je šlo v zgodovino, so prenesli, je rekel, da so oni Auschwitz, da je bil narejen po načrtih sovjetskih uničevalnih taborišč, gulagov, in potem je tudi pokazal, to dokazal, in to je bilo res, kajti Sovjeti so prvi patentirali tako imenovano uničevalno taborišče. Princip uničevalnega taborišča ni obstajal prej. Ljudje so dali v taborišče, carska Rusija, ali pa karkoli dali, ali so te obsodili na smrt in so te justificirali, ali so te pa dali v taborišče in so te dali na prevzgojo in si šel nazaj. Če grdo rečemo, je bila tam že neka tradicija, 10-letna in več pravzaprav teh gulagov, preizkušeno, tako da potem je pač Hitler počel, kar je počel. Mogoče bi midva rekla besedo dve na temo naslovnice, na te naslovnice tegale Božjega pogleda. Božji pogled, ja. Macesnova Gorica, Božji pogled, Macesnova Gorica. Mladenič oziroma tale Jošt Snoj je avtor tega dela. Odkot zamisel za to naslovnico? Zamisel je taka zelo optimistična zamisel, ker karkoli bo. Se pravi, to je Macesnova Gorica, to je ena od velikih morišč na slovenski zemlji. In sicer Jošt Snoj pa je najbolj talentiranih slikarjev, pa predvsem edini slikar v Srednji Evropi, ki jaz to poznam, katerega delo neposredno prevaja absolutno oziroma Boga. On je študiral teologijo, študiral ALU, se pravi naredil diplomiral na teologiji na ALU-ju in potem mu je kardinal Rode, bi rekel, je posredoval, da je šel na Gregoriano študirati vzhodno umetnost, likovno umetnost in je tam magistriral. Tako da bi lahko govoril v tej sliki še pa še. Temeljno sporočilo, recimo,
o kvaliteti, jaz bi vam priporočal absolutno, da se kakšno od teh slik dobite, ki so tako smešno poceni, da me je sram povedati. Mislim, da je ena lepa slika stane 300 evrov. Ne. Za kvaliteto te slike pač jaz svoje študente učim, da za sliko morajo zamižati, a ne potem pa odpreti oči in tisto, kar bo v eni sekundi videl, tisto je. Ali je to umetnost ali pa ni. Ne. In to vidiš tako, ampak potem so še detajli, to je pa potem, bi rekel, metje oziroma delo, a ne, da moj oblikovalec, ideja naslovnice je moja, ne, slika vse to, ne, ampak oblikovalec je rabil tale rob narediti, ne. In glede na to, da je v delih Jošta Snoja tisoče koloritov, tisoče barvnih odtenkov, takšnih in drugačnih, ki se vsi zlijo v eno celoto. Če to pogledate, tu noter je, ne vem, če bi to seštel, to umetna inteligenca mogoče najde, koliko barvnih odtenkov, onda tega ne dela z umetno inteligenco, ker nima niti računalnika, ne, to dela pač s talentom, ne. Ampak oblikovalec ni našel, kako barvne kombinacije, ki bi se stapljala z ozadjem, ne. Ni najrekel, je preveč slik, preveč tonov je noter, ne morem tega narediti, na kar je Jošt Snoj to našel. Ne? In to je tudi on predlagal, ne? Se pravi, da vidite, da gre lepo slika, gre v sedi. Zdaj pa zakaj sem to zbral? Ne? To je to, ne? V narava in družba sta v bistvu Božje delo v tem posrednem in neposrednem smislu. Ne? Pač zdaj, to bi lahko razlagal eno uro, to bom razlagal jutri v Salzburgu, da z veliko znanosti človeka pripelje nazaj k Bogu, malo ga pa oddalji. Ne? Danes je stanje v znanosti tako, da prvič ne morete več govoriti, da je podlaga vesolja materialna, ker ni. Kvantna fizika pravi, da podlaga vesolja, dokazuje, da podlaga vesolja je matematično logična, ne? Potem smo še in principio erat verbum oziroma logos. In druga stvar, da je kompleksnost živega sveta, DNA in vse te zadeve so tako strahotno kompleksne, da je to popolnoma nemogoče, da bi se to razvilo kar samo po sebi. To je nek blueprint, se pravi, nek algoritem zadej, da živi svet deluje. In ta algoritem je pa seveda to, kar pravi v Mojstru in Margareti, ne? Ja, seveda, je pa pač Božji, ne, mislim, ja, mislim, ne. Ampak hočem reči, v naravi je vedno ravnovesje. Vedno ravnovesje v naravi. V naravi nobena suša ne traja, mislim, ja, v kakšni puščavi, nobena poplava ne traja, vedno je ravnovesje. Po mrazu pride toplota, po soncu pride dež in obratno. Ne. V človeški družbi je vedno ravnovesje. Družba se vedno postavi nazaj, zato ker je človek Božje delo in ker je pač družba odsev narave. Ne, in tudi mi Slovenci smo se leta 90-91 postavili nazaj. Ne. In zdaj nas iste sile, ki so nas pač postavile tja, ne, prepričujejo, da moramo vztrajati z glavo na parketu, ne z nogami. Ne. Ampak to se bo vedno se uredi, tudi to se bo uredilo. Zato, ker družba, Bog je in ta pogled, ne, je to, da je Bog gospodar zgodovine. Bog je sodnik, ne. Tudi tisti, ki so te zločine naredili, ne, nihče ni ušel. Ne. In to se bo tudi v Ameriki se je to že zgodilo, v Evropi se je delno že zgodilo, pri nas se bo pa to nesporno tudi zgodilo. Ne. In to je ta logika tega platna, pa še eno, čisto na koncu, res vam svetujem, da si vsak, recimo, ki ima nekaj krščanskega nastrojenja ali karkoli, dobi eno sliko od Jošta Snoja, ker so to res izredno lepe stvari. Tudi naložba v prihodnost. Zagotovo. Zdaj, nekako ste že nakazali, ne? Slovenija je, ko smo se osamosvojili, smo šli seveda nazaj v tisto svoje prvotno, v tisti svoj kulturni prostor, ampak prej, za časa po prvi svetovni vojni, smo pa bili umaknjeni iz tistega našega naravnega kulturnega okolja v nek drug prostor, na vzhod. Ne? Mejo, pravite, vi postavljate na Drini, med tem zahodom in vzhodom, in Slovenija je pravzaprav doživela nek kulturni šok, ki se je potem, še zdaj se nam pravzaprav obeta, ne? Še zdaj se nam to kaže. Ne? Ja, to je prvi del knjige, ne? Ko ugotavljam, da je bila prva Jugoslavija neke vrste masonski projekt. Ja, to ja, ampak to pravim, ja, bom razložil. To pravim, da je bila neke vrste predpek oziroma limb
kasnejšega jugoslovanskega titoizma oziroma titoističnega totalitarizma, ne, ker je bila pač diktatura, samo ne tako očitna, kot je bila diktatura, bi rekel, komunističnega režima. Ne. In sicer največja napaka za Slovence je bila ta, da smo v Evropi, v srednji Evropi, kjer smo mi, ne, obstaja ena temeljna ločnica, to je tista, ki deli vzhodni del od zahodnega dela rimskega cesarstva. In ta, tako kot je rekla moja draga kolegica, ta meja teče po Drini, ne, in se pravi po Bosni. Ne. In Slovenci smo svojo genezo, svoj postanek izoblikovali na zahodni strani evropskega, se pravi, te črte. Na zahodu je katolicizem, je latinica in je rimsko pravo. To je bila avstrijska monarhija, ki nas je naredila. Ne. Vse to, kar imamo dobrega, ne, v bistvu pridni, da smo delovni, da to imamo, to pač je avstrijska dediščina Avstrije. Tega urejenega sistema. Dediščina urejenega sistema. Ne. In odhod v Jugoslavijo je bil z tega stališča katastrofa, zato ker smo šli na vzhodni del, čez Drino, na vzhodni del Beogradu, na vzhodni del rimskega cesarstva, kjer pa je pravoslavje, nimam nič proti tem, čirilica, nimam nič proti tem, čeprav je ne razumem. Naše pa ni, ne? Naše pa ni. Ne, seveda ne, no pa predvsem ni naše to, kar pa zdaj imamo, ne, pravo po načelu kadija tuži, kadija sudija, ne. To pa imamo pri Jankoviću, to je pa tako imenovano slovensko krivosodje, oziroma to, kar vzdržuje pač Kučana, ne, in se ta banda se na oblasti vzdržuje samo zaradi tega, ker imamo popolnoma nefunkcionalno pravosodje. Če bi imeli funkcionalno pravosodje, bi enostavno Tita že do leta 90 pač pospravili tja, tiste, ki so bili odgovorni za poveljniško odgovornost za vojne zločine, ki so bili še živi, recimo Ivan Maček Matija, Polak Stenka in to, postavili pred sodišča, absolutno, in bi se zgodilo najverjetneje to, kar se je zgodilo, pač nek analogon z Haškim sodiščem. Ne, in ker nimamo pravosodja, imamo potem vso to balkanizacijo in ta Balkana, ne, in smo se ga otresli, in to je bil največji korak, ki smo ga naredili, je bil ta, da 20. stoletje, knjiga govori v 20. stoletju, po tem, kar se danes dogaja. Ker vse, kar se danes dogaja, so posledice našega 20. stoletja. In največji korak, ki smo ga naredili potem z osamosvojitvijo, ne, je bil, z osamosvojitvijo smo se vrnili tja, kjer smo bili rojeni, na zahod, na zahodni del rimskega imperija, k Avstriji, konec koncev. Avstrija, Nemčija, ta zahodni del je bil tudi največji promotor našega pristopanja, našega osamosvajanja in potem pristopanja v EU. In konec koncev nas je pač Vatikan absolutno podpiral in prvi priznal. Ne. In v bistvu krščanstvu, tako dolgujemo krščanstvu genezo, a ne, slovenstva. Slovenstva brez krščanstva ne bi bilo, to je tudi v knjigi v uvodu zelo jasno povedano na primeru krsta pri Savici, a ne. Brez krščanstva in brez cerkve bi mi pač karkoli si mislili, mi danes ne govorili slovenska in Dobrna ne bi bila Dobrna, ampak bi bila bog ve kaj. Bog ve kaj, ja. Zdaj, mogoče tisti knjigo bojo zdaj vsi začeli brati, jo bojo potem kupili na koncu, ne? Ampak to, da jih zmotivirava. Ena od teh reči, popolnoma novih, je ta masonski projekt. Ja. Prva Jugoslavija masonski projekt. Par stavkov na to. Ja, Žiga Turk je rekel, da jaz obujam teorije zarote, ne. Teorije zarote se neverjetno dobro prodajajo, ne, ampak jaz ne obujam teorij zarote, ne. Tudi jaz nisem masona, ne glede na to, karkoli bi si mislil, če bi človek to prebral, ne. Ampak jaz sem 25 let od tega, 26 let nazaj, sem čisto slučajno našel na dokument, tako imenovane na letu na internetu. Na letu, mislim, da mi ga dal Miha Pintarič, moj kolega, ki ga je prinesla Damjana Pintarič, ki je bila hispanijska, ki je prinesla iz Španije nekje, če to poznam. In to je dokument, ki je bil pripravljen za pariško mirovno konferenco leta 1919 in je pa napravila in izdala ga pa je Velika loža, pa Veliki Orient, oba skupaj, Velika loža Francije in Veliki Orient. Podpisan pod to je bil veliki mojster Velike lože Francije, general Penje, ki je bil ena največjih, najmočnejših osebnosti v tistem času. Po mojem neki ta je danes Trump, kot se to nenavadno sliši. Leta 1900, tam nekje, ki je bil on predsednik generalštaba, poveljnik generalštaba
francoske vojske, takrat je bila Francija, imperij, v katerem sonce nikoli ne zaide. To, kar so danes ZDA. Ne. Samo bolj izrazit. ZDA imajo danes, bi rekel, zaščitniško in pozitivno vlogo. Francija je imela pa vlogo, kakršno je imela, jaz to vlogo seveda ocenjujem kot pozitivno, v kakšnih detajlih se da razpravljati. On je imel to moč v rokah, a ne, in Hkrati je bil pa prijatelj, ne, treba ja, hkrati pa po nekem naključju je on v akademiji Saint-Cyr, vojaški akademiji Saint-Cyr, naletel na Petra Karađorđevića, mladega, Penije je bil starejši od njega. In sta se bojevala skupaj v francosko-pruski vojni leta 1870-71 in se spoprijateljila. Francozi so imeli ves čas interes razstaviti Avstro-Ogrsko oziroma pač prideti na se pravi, Jadrana, ne. To je bila že zgodba z ilirskimi provincami, Frankopani v 17. stoletju. In zdaj to, ne, in oni so enostavno želeli narediti Jugoslavijo, Karađorđevići so bili pa njihova platforma, ne. Kako bojo to izvedli, ne? Kraljevina Jugoslavija, Karađorđevićev. In oni so, ne zaradi Slovencev, ampak zaradi pač te kraljevine, so pa na severozahodu te države bili neskončno velikodušni in so slovensko, kjerkoli so živeli Slovenci, se pravi na Koroškem, Furlanija, Julijska krajina, najbolj možno velikodušno zaokrožili te meje in jih dali na Pariško mirovno konferenco kot osnutek za novo jugoslovansko državo, ki je nastala, ampak žal so bili tu v Italijani premočni. Tako je, hotela sem reči, ne, Italijani so bili pač, so videli svoje interese, so bili pogoltni, ne, in so pač dosegli svoje, tretjina slovenskega ozemlja je šla k njim, potem bil je še plebiscit v Avstriji oziroma na Koroškem in je to se zelo skrčilo. Po nepotrebnem. Po nepotrebnem. Ne, hočemo reči, po nepotrebnem je bil plebiscit, zato ker so, notimo v knjigi, ker so zamudili, ker so tisti, ki so hoteli izvesti plebiscita, torej zasedbene oblasti, so določili rok in če se ga zamudi, to avtomatično pripade Sloveniji. Oni so pa rok zamudili, pa kljub temu organizira plebiscita. Neverjetna ta ljubljanska oblast, ne. Neverjetna ta ljubljanska oblast, ne. Ja, zgodovina se spet ponavlja, zaradi tega, ker pač tistega nismo tako usvojili, kot bi bilo treba, ne. Ja, zdaj je pač to zgubljeno, ne, pač to nihče ne more zdaj... Ne, mislim, da drugih področjih se zdaj to kaže, ne, taka v bistvu tank varianta, ne, kot je recimo C0, ne, to je tank varianta čez vsa pravila, čez... To je bolj C0, je bolj ni tank varianta, ampak je bolj samomor z atomsko bombo, to je neki... Hočem reči, zelo blago sem rekla, ja. Vi ne živite v Ljubljani, ne, ampak to je ta C0, je ta tako imenovani drekovod, ne, se pravi aglomeracija, kanalizacija, ki potem se steka čez zajetje pitne vode, se steka tam pri Šentvidu, nekjem gre čez zajetje pitne vode. Kakršenkoli potres, kakršnakoli poplava, kakršnakoli večja naravna katastrofa bi povzročila razlivanje. Ali pa že manjša, ne. Ali pa že manjša, to je norost. Zakaj Janković to počne, meni ni to jasno. Ja. Zdaj, mene bi zelo zanimalo odgovor na vprašanje, zakaj je pravzaprav laž tako priročna? Zakaj se je ne moramo nekako... Socializem je seveda, laž je, ja. Mislim, tle so neke duhovne korenine, kot pravim, ne. Tudi v knjigi imam to tudi povedano, pa sem tudi povedal na uri resnice, ne, da v bistvu ta socializem, ne, pride od tega, ko Nietzsche, ne, ki je bil pa blazen, ne. Mislim, pač to se vsakmu lahko zgodi, njemu se je to zgodil zaradi sifilisa. Sifilis v 3. stopni napade možgane in povzroči blaznost. On je bil blazen. Ne? In zdaj, odkdaj je bil blazen, ne moramo vedeti, ker takrat ni bilo medicine. Ampak on je razglasil smrt Boga, ne? In je zelo jasno upozoril, da bo zdaj potrebna neka druga iluzija, ne več Boga. Ne? In ta druga iluzija so ti socializmi, če hočete, ne? Ki so perverzija krščanstva. Socializem je perverzija krščanstva. Socializem krščanstvo uči raj je onkraj, raj je v večnosti. Socializem uči raj na zemlji. Krščanstvo ima svetnike, socializem ima narodne heroje. Krščanstvo ima katoliška cerkev, predvsem je perverzija katoliške cerkve. Katoliška cerkev ima se pravi procesije, telovo procesija zdaj za velikonočne procesije in to. Komunizem ima parade. Potem krščanstvo, seveda temeljni inštitut krščanstva je priznanje krivde,
a ne, in priznanje krivde je temeljni inštitut partije, ne, prava linija, ne, drugovi, kajam se, jer sam skrenuo sa Titovog puta, kajam se, neću više. To je povzet iz spovednice je to, ne. In potem drugo, kjer pa najglobje kopira in najglobje zagrab ta perverzni komunizem oziroma internacionalni socializem, ki je to najglobje zagrab krščanstva oziroma katoliško cerkev, pa krščanstvo kot tako, je pa pravovernost, ne. Pravovernost je pa zadeva, ki je bila ves čas v cerkvi. Cerkev si je ves čas prizadevala za pravo vero. Prvi koncil nicejski, kalcedonski, kako definirati naravo Kristusa, kaj je Kristus in gor in dole ves čas. In potem razcep pravoslavje, katoliki in tako potem protestanti in gor in dole. In v komunizmu je to ista zgodba, vedno so bile neke ločine, vedno se je nekdo v imenu prave vere je nekoga podil ven iz cerkve ali pa podil ven iz partije. Najprej, dogma, v bistvu ne, v cerkvenih krogih tam pa ravno tako, ne? Ja, no pa še dogma, v cerkvenih krogih pa dogma, v Moskvi je bila ta dogma, v Beogradu je bila ta dogma, bila je dogma. In kdorkoli ni bil pravoveren, kdorkoli ni bil za dogmo, se ga je dal na grmado, kot se reče. S tem, da seveda, ene zgodnotne podatki so, ki so da samo v Vendeji, v enem mesecu francoske revolucije, v enem mesecu francoske revolucije so pobili več ljudi kot na vseh čarovniških procesih celo zgodovino krščanstva. Samo v enem mesecu. Še eno drugo primerjavo, nekam v knjigi, iz črne knjige komunizma, samo ena parafa Stalinova na en papir, ki je zahteval 6000 žrtev v času velikega terorja, ker so to plansko izdelovali žrtve, ljudi pobijali plansko, veliki teror, parafa. Samo ta parafa je povzročila več smrti kot od druge polovice 19. stoletja in kar so bili cari, je bilo smrtnih obsodb izvedenih nad oporečniki. Samo ena Stalinova parafa v enem dnevu, da imamo malo razmerja. In seveda to, če zdaj grem nazaj, mislim, in seveda, jaz mislim, da zadaj so neki duhovni elementi, ta perverzija, recimo, vsi slovenski najbolj krvavi revolucionarji so se imenovali po krščanskih imenih, Boris Kidrič je bil Peter, zato ker je postavil cerkev, postavil partijo. Edvard Kardelj je bil Krištof, zato ker je nosil revolucijo čez brzice zgodovine oziroma čez brzice krvi. Edvard Kocbek je bil Pavel, ker je bil konvertit. Pavel je bil, Ivan Maček je bil pa Matija, zato ker je bil Matija najbolj priden pa sistematični svetnik. Ivan Maček je bil pa priden in sistematičen v pobijanju in v terorju. To je ta perverzija. Zato jaz mislim, da to osebno, tega ne morem dokazati, da nisem napisal, ampak nakazal sem, jaz mislim osebno, da zadaj za temi socializmi, zato je v bistvu duhovno počelo zla ali Satan, kajti ta je princ laži. Ne moram reči zdaj, da je tole, kar nam zdaj vlada Satan, ampak da pa je laž njegovo temeljno obeležje, je pa, mislim, to pa skoraj da že vsak ve. Zadnja laž tega temeljnega obeležja je ta predvčerajšnjem na Pop TV-ju, ko je bila soočenje se pravi za zdravstvo, in ta gospa Kozlovič, ali ne vem, državna sekretarka nekaj, ne vem, videl sem samo, da je strahotno prestrašena, ker so ljudje vsi tam v svobodi prestrašeni, in ta svoboda je prestrašila celo državo. Recimo reče, dobesedno reče, da Robert Golob nikoli nima časa, da se ukvarja z prehranskimi smernicami. To reče. Zdaj pa, jaz ga imam umetno inteligenco, ker itak poslušamo od Roberta in Robertine stalno samo v prehrani, samo to. Pa na umetno inteligenco in seveda pravi, da ta izjava ne drži. Prvo, kar pravi, je pa to, da je Robert Golob ustanovil vladni svet za zdravo prehrano, kjer je določil, da solata najprej, pa gor dol, vse vegansko, kako morajo, da je to formaliziral vladno telo. In državna sekretarka reče, da gospod predsednik vlade nimajo časa, da se ukvarjajo z prehranskimi smernicami. To je tako eklatantna laž, kot bi jaz zdaj rekel, da ne sedim zraven gospe Herek. Ne, ampak sedim zraven, ne vem.
No, to si je verjetno pač Ampak tako eklatantna laž, tako eklatantna laž pred kamerami povedana, ne? Da nima časa, da bi se ukvarjal ne? In Satan je princ laži, ne? In ta tip, mi Slovenci smo vzgojeni v Avstro-Ogrski, kjer je bila laž nekaj najbolj sramotnega. Cesar, da bi cesar lagal, da bi cesarica lagala. To se ni zgodilo. To je bilo nemogoče. Nemogoče. In recimo meni je to... Nečastno v bistvu, ne? To je bilo izdanje samega sebe. Ne? In mi smo pa to kulturo, recimo, Tito je stalno lagal, ne? V knjigi imate noter, da je največje lagal okrog tega, da to sploh ni bil Tito, Josip Broz ni bil Tito, imate čisto forenzične dokaze, neposredne. To sem vas hotela vprašati, dajte to malo razložiti. Spet še to je zelo ena taka zanimiva stvar, okoliščina, ki vse je laž, torej vse je laž, ne? Začenši s tem, pri socializmu je vse laž, začenši s tem, da ni raja na zemlji, ne? To je recimo zgodba tudi Krsto pri Savici, ki ga imam, ne? In seveda je tudi laž, da Josip Broz da je bil Tito, to ni res. Torej, tle se to, moram reči, nisem jaz tega pogruntal, ne? Ampak jaz sem pa to kar precej naprej pripeljal in zdaj pričakujem, da dobim sem dal enemu inženirju izrisati, namreč, če sem to videl, vzel sem bombaški proces iz leta 28, ne, ki je bil Tito obsojen v Zagrebu, ne, in iz tega bombaškega, oziroma Josip Broz je bil obsojen v Zagrebu. In iz tega bombaškega procesa je ohranjena dobro policijska kartoteka, ne. In ta policijska kartoteka seveda ima fotografijo Josipa Broza in vse popise, med drugim tudi, da je to visok človek, 1,80 m, ne. Tito je bil visok 1,60 m. Potem drugo, kar je, seveda je obraz, če pogledate mečice, ne, oziroma ušesne mečice, če pogledate nosni koren, če pogledate obok nad lobanjo, tu, ne, se pravi, hvala lepa, nad lobanjo, ne, boste videli, da to ne gre za isto osebo. Zdaj bom dobil to tudi grafično zrisano in z umetno inteligenco določeno, ne. Ker policijska kartoteka je pač najbolj zanesljiv vir, ne, ki ga imamo, ne. Potem pa še ena zadeva, ki je, ne, pravi, da, to je pa moja opaska, policijski da ima ni Ogrebotina, ampak se bom spomnil, nekaj ima na kaži prstu, ne, na kaži prstu ljevice ima, sem spomnil, ni Ogrebotina, ampak ne, mislim, ima poškodovan prst. No, in ko, to je bilo prosim, se bom spomnil, Ožiljak. In seveda, zdaj zanimiva zadeva je ta, ne, da leta 1938, ko Dedijer v svoji biografiji, prilozi za biografijo Josipa Broza Tita, v prvi biografiji, ne, ko on popiše Tita, prvo srečanje s Titom, pravi, da tako mu prihajata nasprot iz dna sobe, mu prihajata Džilas in Josip Broz, ki ga je prvič videl, ne, in on opazi in se rekel, vi ste bravara, ne, jer ima oštečen prst na levoj ruci. Ne. To imate v biografiji Josipa Broza, ne, samo v prvem izdaji, ker v drugi izdaji so vsi elementi isti, ne, samo ta zgine, ta v prstu zgine. Imate pa v drugi, potem to Dedijer to ponatiskal, tega imate kako hočete, sem prvo izdajo vzel, tisto iz konca, mislim, 51. leta. Ne, in to zgine. Zdaj pa paste, 28 leto 28 in leto 38, prst poškodovan. Nemogoče, da bi da se pa ta rana, če se 10 let ni zacelila, pa se zacelila v hosti. To je tak, recimo, zelo neposreden dokaz. Kakšno smreče se je dal gor, ne, pa je... Neposreden dokaz, ne, hočem reči, ja, ne vem, ali pa je postal veren, pa je bil to čudež, ne, ampak to, glede na to, kar je počel, dvomem. To je tak neposreden dokaz, ne. Tudi recimo Malraux, ne, ta veliki francoski general in to, pa odpornika, ne, je rekel ta Tito, to pa ni Josip Broz, to pa ni ista oseba. Sem jaz v Španiji videl in drugo, recimo ogromno teh neposrednih pričevanj, je bilo pa delavcev iz Kraljevice, kjer je Josip Broz delal se pravi, v ladjedelnici. To so pa do mene, potem prihajajo še sinovi, pa škoda se nisem tega 30 let prej lotil, ne,
so bili živi še tisti, ki so Josipa Broza poznali. In to je pa en kup enih pričevanj je potem do mene prišlo, so rekli pa, da je tata rekel ali neki tazga, to imam noter v knjigi, da to ni ista osoba. In to so mi pa delavci, ki so delali z njim, kdo je to zdaj, ne? In potem pa seveda imate tle, najmočnejša pa za mojo oceno je pa jezikovna analiza, to je pa že CIA delala, da Tito ni kajkavac, ne. Recimo, Tito je, ta Josip Broz je bil 7 razredov osnovne šole napravil v Sloveniji, se pravi hodil v slovensko osnovno šolo in ko je prišel v hrvaško osnovno šolo, v 8. razredu imel izredno slabe ocene iz hrvaškega jezika. Se pravi, je bil Slovenec. Ne. Njegov govor, tako kot ga jaz dojemam, pač nima ničesar slovenskega. On slovensko sploh ni znal, ne glede na to. Tudi zagorskega naglasa pravzaprav ni. To sem vprašal kolege, saj imam veliko prijateljev, mislim kolegov, akademikov v Zagrebu. Toma Suniča sem vprašal profesorja Ante Gliboto. Oni so iz Zagreba. Ne. A vi čutite ta Titov govor kot govor iz Zagreba, Hrvaške in to so rekli, ne, kje pa. In sem to malo pred novim letom sem se srečal z rektorjem Zagrebške univerze, dva mandata, profesor Damir Boras, sem rekel, čuj, sva na ti, sva prijatelja, čuj, Damire, kako ti Titov govor zvuči, kako ti je zvučil? Pa stavi to, pa svi znamo, da ti te nametnula komentarna. To mi je rekel. To sem tudi vprašal Stefana Courtoisa 10 let nazaj, kaj misli o tem, če je to možno. Rekel so, da je to možno zato, ker Sovjeti so to redno delali v Bolgariji pa v Romuniji. Recimo, če kdo ni bil njim ustrezen, so ga poklicali v Moskvo, so ga likvidirali in so dali nekoga, ki mu je malo podoben. Ampak tam niti ni malo podoben. Pa to je Draža Mihajlović, to so uradni viri, ko je bila še skupaj tam 41. v Užiški republiki in to, so bili uradni viri, Draža Mihajlović, kako ste vi? Pa rekel, jaz sem Jugosloven, kako Jugosloven, jaz sem Hrvat. Pa rekel, Draža Mihajlović, pa vi obste niste ni Jugosloven, ni Hrvat. Ne zvučite, vaš jezik ne zvuči na to. Oni so ugotovili, pa sem pa jaz dobil od Romana Leljaka, mojega prijatelja, sem dobil, to, ker nihče tega ni dobil, sem dobil Titov govor, posnetek, on je dobil to v arhivu v Beogradu, Titov govor iz leta 46 v Moskvi. Tito govori rusko v Moskvi. In jaz to seveda pošljem v Zaporižje, na univerzo v Zaporižju, to je na liniji fronte, kjer imam svoje prijatelje, kolege, že dolga leta, in oni so dvojezični, kot so koroški Slovenci, govorijo slovensko pa nemško, oni govorijo rusko pa ukrajinsko. Plus je to del za lingvistiko. In sem dal jim to pogledati. In so rekli, ne, on ni Rus, sam to nekaj poljskega se nam zdi, da je zadnji. Pošljem to na Jagelonsko univerzo, kjer imam tudi kolege, to je odlična, to je na najboljših univerz, oni imajo oddelek za romanistiko, tako da se mi lahko skrijemo v Ljubljani. So res inteligentni ljudje. In to pravijo, nam se to zdi, da se nekaj sliši poljskega zadnja, pa so rekli, gledajte, v Grenoblu imamo mi eno kolegico, to pa to, dejte prosim njej to poslati, ona je največji specialist za fonetiko, govorov in to, in ona bo to videla, ona to posluša prav. Ja, tle zadnji se sliši poščina, ampak to je neka poščina z nekega juga Poljske, ampak je poščina. Noben na planetu vam ne bo dlje prišel od tega. CIA je naredila analizo tega govora in je do istega, zato ker ne izgovarja, ker mehčaha, kajkavci ne mehčajo, Poljaki pa Rusi pa mehčajo določene soglasnike in tako. So prišli do istega. Predvsem pa, imate noter, Tito je bil, sem našel posnetek na RTV-ju, ko Tito poskuša govoriti slovensko. In to je bilo na otvoritvi Fale ali Mariborski otok in v 60 letih. In on ni znal ene besede povedati. Ne enega stavka, ene besede. Kar bi sploh ne šlo skupaj, ne? Ja pa ne, pa konec koncev slovenščina, uradni jezik države, ki je 35 let vladal. Pa, če bi to pil vodo... Otroštvo je preživljeno praktično. Mene vsi, za mene recimo, se vidi, da sem iz Ljubljane, zato ker pač imam govorni aparat, se ti oblikuje v času otroštva in ne moreš tega skriti. Lahko to
ne vem kaj, ne, ampak če je teoretično nemogoče, da če imaš, če 7 razredov osnovne šole narediš v nekem jezikovnem območju, Pa da to slovenskem, pozabiš. da to popolnoma pozabiš. Pa da ne Ampak znaš večere besede. Ampak da to ni jezik Eskimov, ampak je to jezik, slovenščina je bila uradni jezik SFRJ, eden od uradnih jezikov SFRJ. Ti to ni znal enega, noter naštenujem, ti to ni znal enega stavka, kar je teoretično nemogoče, sicer, ki je v Slovenijo prišel, nikoli ni govoril slovensko, ne. On je govoril potem ta jezik, Eno latovščino v bistvu. pa srbsko bolj, ne, eno latovščino, to je jugoslovansko latovščino, ne. Recimo, ne, to je njegov zadnji stavka, ne, uradni. Drugovi, mi smo se uvijek organizovali onako, kako što to nama odgovaralo. Ne, to je srpska latovščina. Hrvat bi rekel, drugovi, mi smo se uvijek organizirali ovako, kako je to nama odgovaralo. Ne organizovali. Organizovali je srpsko, oziroma, ja, ne, in organizovali je srpsko, ne. Pa Tito je govoril, recimo, to je ta srpsko-jugoslovanski novorek, ki nima nobene zveze fonične, niti fonetične, slovenščine ali pa s kajkavci. Veste, kaj je kajkavci? Bil. To je kajkavci, to so Dudek in Regica. Tako. To so kajkavci. Recimo, eden od mentorjev te knjige, ki je ta knjiga ima 6 recenzentov, ta knjiga ima 6 recenzentov, tega je 5 rednih članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, je Damir Boras, ta profesor Boras, ki je bil 2014-2022 rektor Zagrebške univerze. No, on je kajkavac. On je bil tako kot Tito v Sloveniji in tako, imel tudi gospodinsko pomočnico iz Slovenije in tako. In on govori tako, bil sem šel in tako, ne, kot Tito ni nikoli govoril, bil sem šel in to. Ne. Zdaj imate seveda močne, žal, da je to Igor Grdina delal na Domovini, ampak jaz sem Zvonki Slavec, Zupanič vam povedal, da to, kar je Grdina izvajal, mislim, to pač ni bilo. Ne, on je govoril, Igor Grdina, ki je pač tule nekje iz tehle krajev, Iz Šentjurja, ja. iz Šentjurja, Nekaj takega, ne? ne, on je, ga jaz blazno cenim, ne, ampak on je govoril pač, da je Tito bil kajkavac in to je pa dokazoval na ta način, da se je skliceval na nekoga, ki je trdil, da je to bil. Ne. Ta nekdo je bil pa eden od pomembnih funkcionarjev nekdanje jugoslovanske države, pa je pa krog sklenjena. Tako. Pač. Včasih nekateri pač ubirajo bližnjice, kako bi temu rekli. Še 2 zadevi, da rečem tako anekdotične. V Dedijeru imate to, da imate dialog, da v Dedijer potem šel gledati Status Animarum, se pravi Župe, kjer je bil v Kumrovcu, kjer je bil krstne knjige, ja, in je rekel, da ja, vi ste imeli pa 15 otroka, ne, pa Tito prav, ne, to pa ne, 10. Ampak kako ne veste, koliko ste imeli bratcev pa sester? Ja, 10 smo jih imeli, ja. Pa ne, piše, da ste jih imeli 15. Pa ne, mama je rekla, da jih je bilo 10. Čisti absurd, ker vsaka mama je točno vedela, koliko otrok je rodila in to še danes sem slučajno videl neke Cecilije v družini, a ne, sem dva otroka, da imata 4 otroke in 3 pri Bogu. Kaj to pomeni? To pomeni, da so jim umrli. 3 so umrli, ne. Verjetno takoj po rojstvu, ne, kaj takega. To se mi zdi nenavadno za današnji čas, ker ta punca je stara tam 45 let, nekaj tasga. Ampak za matere je nemogoče, da ne bi vedele in da ne bi vedeli, koliko je bilo bratov pa sester. Ne? In recimo te že strese. Ne? Drugo recimo, da seveda Josip Broz pa Tito, ne, mislim, Tito se pač ni obnašal kot nek ključavničarski vajenec. Plus, to še nekdo pogruntuje, z tega nimam, ne, da bi potem bil edini ključavničarski vajenec na svetu, ki je bil absolutno verziran v klavirju. Ti v klavirju ne moreš biti absolutno verziran, če ga ne začneš igrati od otroštva naprej. Kako je tu v fuzbalu ali pa v smučanju. Ti ne boš postal fuzbaler s 25 letom. Ne? In to je pa pri Titu bilo izključeno, da bi igral klavir, ker klavir teda je bila domena buržujev, bogatih ali pa karkoli. Ne? In on je igral odlično klavir. Ne? In mislim, pa že, če gledaš tistega Josipa Broza, ne, mislim, prestrašenega,
prvič, jaz sem to takoj videl, da nista dva ista obraza, ne. Drugič, to ne more biti tak, ki ga sprejemajo kralji, kraljice, on se je znal obnašati pač tako, da se je obnašal, ne. Je pa zelo težko tu ločevati od teorije zarote, ker na osnovi tega se je napletel, da je bil sin Franc Jožefa, pa da je bil mason. Recimo pravim, nikoli ni bil Tito mason, nikoli. Iz čisto preprostega razloga, ker ni mogel nikoli biti. Ni mogel nikoli biti, zato ker tri institucije, kot v knjigi pravim, tri institucije so, ki jih je socializem, internacionalni in nacionalni, nacisti in komunisti, fašisti in preganjali, to so cerkev, Judje in prostozidarji. Komunisti so prostozidarji absolutno likvidirali. To sploh ni šlo v koncept ničesar. Imate v zvezi s Titom pač en kup enih teorij zarote. Zdaj bo treba pač s to zgodovinsko distanco. Zelo enostavna zadeva. Ne ve se, ampak v Ljubljani, v kliničnem centru, recimo Kramberger, se ga spominjam leta 90, je bilo na radiju, so ga Ivana Krambergerja, so ga angažirali, je bila demokracija in so ga angažirali, da je govoril je strašne neumnosti, to moram reči. Imel je seksualne nasvete, grozen, pa to je imel Val 202, to je poslušal milijon Slovencev. In potem je svetoval Uniji, da ne dela to, tretji ne dela to, grozen. Ampak je se ga spomnil, kaj je bilo zdale, je rekel, kako je on to vedel, ne vem, ker jaz sem to zvedel z kliničnega centra sub ultimo secreto. Ampak Kramberger je rekel, noga je od Hrvačke. Nogo je treba vrniti, predno gremo mi Slovenci po svoje. Noga je od Hrvačke. Tako je zdaj govoril. Noga je od Hrvačke. In noga je dejansko, ne vem, če od Hrvačke ali od Poljske. Ampak rekel je to, ampak hočem reči, noga dejansko je v kliničnem centru. In telesne tekočine dejansko so. Zmrznene. Treba samo DNK analizo. Zdaj pa se samo vprašati, zakaj jo niso. Zdaj pa samo vprašati, zakaj niso naredili. Tako pravilno in so ugotovili kaj? Da ne bo štimal. Ja, da ne bo štimal. Oni imajo vse telesne tekočine, ne samo nogo, in jo lahko bi mi nogo vrnili Hrvački. Recimo, Kramberger. Pa kako je Zofka, se ga spomnim, kako je Zofka, da more fanta tam prijeti, pa da mora govoriti, kar je on razlagal, pa milijon ljudi to takrat radio posluša. Ja, takrat je bil to skoraj edin radio, ki ga je vse poslušalo, tisto, kar ni poslušalo. To sem se jaz zapomnil, te zadeve, pa to, da je noga od Hrvačke. Kako je Kramberger vedel, da je noga še vedno v Sloveniji, to je meni nerazumljivo, kako je da to vedel. Ampak jaz sem pa zvedel z kliničnega centra, pa zato, ker je pač moj oče tam delal in sem zvedel, da to vse, plus ves biološki material je tam. Torej je treba samo še po kakšnem arhivu malo pobrskati? Ja, pa ne treba je samo narediti DNA analizo, vzeti iz tega ven. Verjetno je že bila narejena, pa je treba samo podatke na pravem mestu. Da si pa predstavljate, da to pride ven, to je pa hujška, da Tito brez glave ostane, ker to pa potem predstavljam, da je to en sam natek, pa ena sama laša, Ja, laž, o laži ste se zdaj, ste natančno razložili, kako in kaj, zakaj je tako močen aparat oziroma tudi inštrument to bil v tem bivšem sistemu, upajmo, da je zdaj to tako, Pa smrt, Smrt je bila tista končna operacija, s katero so... To ne ve, kaj je bilo v drugi tega nemogoče reči. Nasploh, v socializmu, v vojnem obdobju. Seveda, ja. In to tudi recimo, temeljna zadeva, ki jo jaz tu v knjigi izpostavljam, je to, se je čisto aktualna. Zdaj pred volitvami se spet videli Milana Kučana, kako hod, on, ki je navaden upokojenca, kako hod po vseh medijih in razlaga, on, ki je navaden upokojencev, v Sloveniji je 600 000 navadnih upokojencev, ampak samo on je toliko navaden, najbolj navaden, najbolj navaden, ravno zato pa ima to možnost. Zato ima pa to možnost, da iz vsakega medija, kjerkoli, on določa, koga vi smete voliti, pa koga ne smete voliti. In počne popolnoma... Celo koga morate verjetno, Skoraj. Pa koga ne smeš. Predvsem ga to žul, koga ne smeš. To je vedno ista oseba, 4 leta nazaj, isto počel 4 leta nazaj, koga ne smeš voliti. Ampak zakaj to počne? To je zdaj bistveno. To počne on zato, ker pripada komunistom oziroma komunistični partiji, vemo, je bil zadnji generalni sekretar komunistične partije Slovenije, in ker ima ta komunistična partija tako imenovan mandat zgodovine.
Zato sem jaz to knjigo napisal. Tu se pa stvar zaplete. Ta mandat zgodovine naj bi ta komunistična partija, na osnovi katere on, bi rekel, ukazuje, koga je treba voliti, pa koga se ne sme voliti, dobila v tako imenovani narodno-osvobodilni borbi. Jaz pa v svoji knjigi dokazujem, da ni nobenega mandata zgodovine, da ta borba ni bila ne narodna, še manj pa osvobodilna, narodna pa ni mogla biti zato, ker je bila v nasprotju s temeljnim interesom slovenstva. Namreč, da je padlo, no se vas lahko vprašam, koliko mislite, da je padlo nemških vojakov na slovenskih tleh med drugo svetovno vojno? 3000. 3000. Podatek, ne? Ja, 3000. Pa 1000 italijanskih vojakov, pa recimo 15 madžarskih orožnikov, če. Koliko je pa zato padlo Slovencev? Zato je moralo umreti 90 000 Slovencev. To so najbolj konzervativni podatki. Jože Dežman mi je rekel, da je številka... Je še rezerve precej, ne? To so tisti, za katere se najbolj neposredno ve, da so padli. Sem pa niso šteti izginuli, pogrešani, vse to. Ne? Veste, kakšna številka je to? Igor Grdina govori o 100 000. 100 000 umrli. Od tega je 29 500 jih padlo samo v partizanih. 29 500 mladih fantov je morali pasti za to, da je umrl 3000 nemških vojakov. Pa kje je tle logika? In slovensko partizanstvo je bilo najbolj krvavo v vsej zgodovini, bi rekel, druge svetovne vojne. Nikjer 50-50. Razmerje med življenjem in smrtjo je bilo 50-50. Dva mlada fanta sta šla v hosto, en je ven prišel, en je tam ostal. Tako razmerje je bilo samo v bitki za Stalingrad. Niti ni bilo v skrcanju Normandiji, pa v slovenskem partizanstvu. To so bile čisto popolnoma nesmiselne žrtve. Upor tako imenovan Slovencev zoper tako imenovanega okupatorja je bil čisto popolnoma nesmiseln. Edini smisel, ki je tu bil, je, da prije partija na oblast. Vse so naredili s tem. In na oblasti tudi ostane. In dobi mandat zgodovine. Vse, kar vam oni razlagajo, je čisto navadna laž. Zato sem zdaj prosil Kučana, sem pisal repetu na univerzo, v rokopisu, da 27. aprila, na predvečer praznika, prideta ker ta knjiga direktno, bi rekel, kontradicira Kučana oziroma tej njegovi veliki antitezi, da je slovenska država rojena iz kočevskih gozdov oziroma iz NOB-ja pa iz tako imenovane Jugoslavije. To je čista navadna laž. In sem pozval Kučana in Božota Repeta kot njegovega, bi rekel, kronista, da prijeta se pravi, v Rovte. Zakaj v Rovte? Zato, ker, veste, kaj Slovenijo tare, ne? Slovenijo tare to, da so tako imenovane demografske vrzeli. V Rovtah je bil prvi otrok rojen še leta 55. Pa ni malo takih krajev. Cele generacije v bistvu, ne, fantov so zato, umanjkale, ker so pobili, poleg teh, ki so padli v partizanih, jih je toliko in toliko približno padlo v času revolucije, se pravi v državljanski vojni, ampak potem so pa pobili 30 000 zagotovo mladih fantov v Kočevskem rogu, in ena od teh morišč je tole, Cestnova Gorica. In imamo demografske vrzeli. Leta 55 se v Rovtah še rodi prvi otrok. Zakaj? Zato, ker ni bilo nobenega fanta, da bi ga naredil. In tega, recimo, ko sem bil Videm Dobrepolje v SDS Bukovec Roman, mi je rekel, pač je rekel, to javno, je rekel, da vidiš, Boštjan, tu manjka vsaj 10 000 ljudi. V naši dolini, tam do Grosupla, in to so zračunali, koliko ljudi manjka, ker ni bilo, ker so pobili fante. Da ne govorim, druga posledica tega NOB-ja, manj krvava, ampak še za našo demografijo še kako usodna, je pa to, da je 200 000 Slovencev šlo po vojni s trebuhom za kruhom, oziroma ne s trebuhom za kruhom, zaradi ideoloških razlogov so v bistvu morali biti. Ogromen val je naselil se v Argentini, potem pa vse povsod. Jaz sem Dragota spoznal v Parizu leta 95, ki je bila zelo živa skupnost francoska, Slovencev, to se je umrlo. Tega ni več. To so vsi ljudje, ki
ki so pobegnili pred komunističnim nasiljem, a ne, leta 45 in generacija Slovenci se ne ohranimo v tujini, se asimiliramo, za razliko od Srbov pa Hrvatov, predvsem Srbov, a ne. In je to vse zginilo. Ne. In seveda, zdaj, ko gledamo volitve, ne manjka par 100 tisoč ljudi. Ne rečem, da kaj, ne, in to je ta zamolčana stran, ne. In da je to ta laž Kučanovega mandata, da imajo oni mandat zgodovine. Oni imajo samo kri na rokah. To je edino, kar imajo. Nobenega mandata, nobene zgodovine, nič. To je vse laž in kri. Laž in kri. Mogoče, preden sklenemo tole druženje, mogoče kakšno vprašanje iz publike? Bi kdo želel kaj vprašati? Jaz bi mogoče tule, ko si rekel, 29 tisoč, da jih je padlo na partizanski strani. Zdaj to tako izgleda, kot da so jih vse pobili okupatorji, ne. Bom povedal, mi smo se dobivali v Trnovskem žarišču, Janez Pogačnik nas je skupaj spravljal in en večer so bili Pučnik, Bučar, pa ene 2-3 pisatelji, Jančar je bil, Jože oče od... Jože Snoj, Jožeta Snoja, ja. Jože Snoja, ta je bil med drugim tudi moj slikar, je bil moj študent. Sem rekel teolog, ja. In takrat je Bučar pogovor, nekaj smo tudi spili, Janez je vedno skrbel, da niso bili žejn, ko smo se pri njem dobili, in je Bučar rekel, ne vem, koliko je prišel pogovor, ampak to mi je tako ostalo spomino, je rekel, mene bi tudi lahko brali v partizanih. En večer so enega odpeljali, pa ga ni bilo več nazaj, sam pok smo slišali. Potem sem pa začel spraševati, kje je, kaj se je zgodilo. Je rekel, pa mi je eden bolj izkušen, starejši, ki je bil dalj časa v partizanih, je rekel, France, ne sprašuj, če ne boš tudi ti zginil. Je rekel, to se je dogajalo, da so te vzeli ven, pa so te počeli, ker nisi bil za njih te prav. Nisi postavil pravilnih vprašanj, ali pa si tako zino in so to oni, torej, njihov način funkcioniranja, tako vedno bil čiščenje. Oni so imeli tako imenovane čistke v vseh komunističnih državah. So čistili v lastnih vrstah. Seveda najprej so druge počistili, ko pa tistih zmanjka, so šli pa še na te. Ne, v to znamenite revolucije že svoje otroke. Točno tako. In Bučar je rekel, takrat sem jaz sklonil glavo in dolgo sem imel sklonjeno. In pa se spomnite, ko enkrat šel v Evropski parlament, v Jugoslaviji, in je prosto naj le pomagajo Jugoslaviji, ker s tem pomagajo zatiravskemu režimu. In stanovnik takrat, ko je bil predsednik Slovenije, je vpil, da je izdajalec in da ga je treba Bučarja zapreti. Ampak to je že bilo takrat, ko se je nagibalo proti demokratični veter je vel. In takrat dejansko šele, to sicer že malo prej, je neke članke objavljal Bučar, pa to pa on, je rekel, počas leta, desetletje, da se si jaz upal spet glavo dvignati. Pet nam je v spominu to, pazi, da ne boš ti dobil strel. Tako da je tukaj zelo treba videti, koliko, še premisliti, koliko partizanov je res padlo v boju, koliko jih je dobilo strelov, so bile pa te likvizacije, in tako naprej. Pa me pa zanima ena druga stvar, tole v zvezi s Titom, ko raziskuješ. Rečemo, da gre za laž, da to vse drži, to je možno, a ne? Zdaj, kaj dejansko bi rekel, če se to izkaže za res, kaj bi se v bistvu spremenilo še? Gledano z zgodovinskega vidika, z interpretacije zgodovine,
Vse verjetno, ne. Kaj bi bilo? Najprej bi v Velenju poleg Titove glave demontirali še napis, kdo to je, a ne, da Josip Broz Tito, to potem ne bi šlo več skupaj. To bi se najprej zgodilo, recimo, če tako. Seveda, se ne more biti, da Josip Broz ni Tito. Ker skrinkala bi se še en element te, bi rekel, te laži in te prevare, ker vse, recimo to, vse, kar se isto nacionalsocializem je čisto isti, ne, Nemci so, nacisti so čisto isti. In recimo ena pozitivna zgodba, da poskušam povedati, ne, a ja, to se strinjam s tabo, drago, ja, seveda. Recimo ena stvar, ki sem bil jaz mulc, ti bom odgovoril, pa bom še nekaj povedal, ki se mi zdi tudi bistveno. Ena stvar, ki sem bil jaz mulc, ne, to je leta 85, sem se že zelo zanimal, sem imel 17 let, sem se že zelo zanimal za zadeve. Bil sem v 3. letniku gimnazije, oziroma takrat prišel srednješolsko smerno izobraževanje. In ker sem se zelo zanimal za literaturo, tedaj si je Mladinska knjiga upala že izdati Kozbekov Strah in pogum. Leta 85. Mi je Rupel napisal, pa Inkret sta napisala neko spremno besedo in gor in dol, in to so takrat tudi izdali. Po mojem so najprej probali v Beogradu, a ne, a bo to šlo skozi, a ne. Pa tam je šlo skozi, a ne, pa so pa še doma, a ne. Tita ni bilo več, a ne. In jaz tisto knjigo sem si kupil, jo imam še danes doma. In jo preberem na dušek. Ampak ene stvari nisem razumel. Tam imaš noter 4 novele, ga tudi navajam Kozbeka, zelo obširno. 4 novele imaš noter, ne. Strah in pogum, Blažena krivda, prva je Strah in pogum, druga je Blažena krivda, tretja je Ogenj in četrta je Črna krizantema. Ne, druga novela, Blažena krivda, popisuje, to, kot ti rekel, likvidacijo v partizanih. En partizan dobi nalogo, da mora odpeljati nekam enega drugega partizana in ga fentati. Tega sploh nisem razumel, kaj to je noter. Zato, ker v vsej šoli, vse, kar smo se učili, se nikoli ni nihče dotaknil, omenil karkoli, da bi bilo kaj tazga sploh mogoče. Šele z leti sem jaz razumel, da je to Kozbek zato dal za drugo novelo, ker je bilo tega toliko. Ker je to videl v partizanih. Ker je to videl, kako se je to dogajalo. In mu je bila to umetniška inspiracija. Zdaj pa druga zadeva, ki je pa še bolj pomembna, ne, in seveda 19.500, to so pač te žrtve, ne, tudi te. Potem so pa to žrtve seveda najbolj norih jurišev mogočih, a ne. Notor imam recimo, vi ne veste, tudi jaz nisem vedel pred tem, a ne, za 14. divizijo veste, ne, 14. divizije, pohod na Štajersko, a ne, je bilo to tako, da je 2/3 borcev padlo za nič. Ampak šli so čez Hrvaško? Ja. In tam so bili toplo sprejeti, ko so prišli pa na slovensko stran, so pa s flintami streljali v bistvu. Ja, pa največja norost je bila to narediti v zimi, Po v zimi, snegu. sred To je bila zime. največja norost. In so šli tam gor proti rimskim toplicam, v najhujše bregove so rinili takrat, ne? To je bila In potem norost. proti Bohorju, Takih ne. norosti je bilo kot hoče, recimo noter od prejšnje knjige, ne, ker nisem bil tu Dobrni, nisem bil s prejšnjo knjigo, Jetniki svobode, imam na naslovnici Franceta Kralja Oznanenje. In v tej prejšnji knjigi sem jaz dobil avtorske pravice za to oznanenje od gospe, se pravi Jasne Kralj, ki je nosilka avtorskih pravic za Franceta Kralja, ki je bila njegova snaha. No, in ona potem so se spoznala, ona je čudovita gospa, so se spoznala in sem jaz pa spraševal, pač ona je že starejša, ampak čudovit človek. In sem jaz jo spraševal, ja, kaj pa vaša družina, prav ja, Ateka so ustrelili kot talca, brat en je še živ, en brat, ki ga pa jaz nisem poznala, ker sem bila rojena čist v začetku vojne, a ne, tudi očeta nisem poznala, en brat je pa padel na Ilovi gori. Sem rekel, kaj pa je bila Ilova gora? Ja, to je bila pa ena taka zelo krvava zgodba in gor in dol, ne. Pa jaz nisem vedel, kaj je Ilova gora sploh. Grem pogledati na internet Ilova gora, ne, in tam najdem na Ilovi gori najdem pričevanje enega od 1000 fantov, se nas je po 14 dnevih jurišev zbrali 300. 700 fantov je padlo. In to je nekaj, in potem jaz sem tudi napisal to zgodbo Stojana
mislim, da je Brit, sem pogledal, mislim, da je se ona pisala, je to bil, ne, ni bil, samo malo bom pogledal. Vseh bi rekel, težko držim vse preimke v glavi. Če tole misel zadrživa, bi bilo verjetno precej težko zdaj seznam iz tistih 90 000 ljudi prebrati, koliko je bilo dejansko padlih v boju, partizanskih, koliko je bilo pa teh likvidacij, ne? Ker za te likvidacije praktično ni nobenih dokazov. Ne, tega ne bomo nikoli vedeli. Tega to je nemogoče vedeti, zato ker so tudi vsi že umrli, ki bi lahko pričala, ne, ampak tudi to bi leta 90 morala, ne, samo pač je bilo to nemogoče, ne, pa tudi ne bi nihče govoril, ker ljudje se še danes neskončno bojijo, ne. Ljudje še danes strah, ne. In že takrat pa sploh, ne. In kako je izgledala partizanščina, je to takole, ne, to je Vitomila Zupana, ki je bil v partizanih, ne, in ki je bil borc in je napisal v svojem romanu Menuet za kitaro na 25 strelov. Mislim, da je to ta Ilova gora ali pa nekaj blizu. In sicer tole izgleda takole, ne. Nemci preplavijo osvobojeno ozemlje, prečešajo gozdove, čistijo teren, v valu pregrnejo divizijo, pokopljajo pod seboj, kar ujamejo, pobijajo, razstavijo ustreljene ob cestah, zložene kot drva. Ženejo divizijo proti Ljubljani, delajo obrod za obročem, bombardirajo iz letal, prebadajo pobočja s salvami iz tankovskih topov, uničujejo enoto za enoto, se ženejo divizijo v Mokrec, prečešajo gozdove, kamor ni stopila italijanska noga, uničijo ostanke na Krimu in objavijo, da banditov ni več. 10 dni trdih bojev, umikov hajke. To je tako izgledalo. Če se bo kdo spomnil, ali se je kakšna velika bitka zgodila na ozemlju Republike Slovenije v drugi svetovni vojni, odgovor ne. Katera pa? Dražgoška. Ne. Preboj na Menini planini. Ni, ne? To je ta absurd, ne? Oni so pač enostavno ne, zato ker njihovo temeljno prepričanje je bilo, da Stojan Lubej, in da je bil ta fanta, ne, umrl je star 19 let, ne. In ona, gospa kralj, je bila prav ganjena in je rekla, vidite, zdaj ima pa moj brat neke vrste večen spomenika, ne. Njegovo ime ni pozabljeno, to sem omenil noter. Ampak kar je posebej tragično, da je knjiga išla, ne, je nekdo od bralcev, zdaj ne vem imena, ker ogromno ljudi se mi oglasi, nekdo od bralcev knjigo prebral, ne, in rekel, ja, tole za Ilovo goro, tam je moj stric padel na 18. rojstni dan. Prav neki politkomisar srbski jih je gonil okrog v neke juriše, ne, on je ostal živ, ti fantje so pa padli, moj stric je umrl na 18. rojstni dan in poglavje to ima naslov Jalova setev, po pesmi Daneta Zajca, ne, o svojem bratu, ki je umrl, ki je padel, ne v Ilovi gori, ampak v partizanih, star 19 let. Ne. In Danet Zajec napisal, ko z 19 leti umiraš, si pred lastno materjo kriv za svojo smrt. Mislim, da sem vers citiral čisto na začetku, moram to narediti, izredno globoke besede, ne. In sicer to je Jalova setev Daneta Zajca. Spoznala bi njegovo lobanjo po lepih belih zobeh, je rekla mati. Lepi beli zobje, zagrizani v zemljo, lepe rjave oči, polne zemlje, močne mlade kosti, ki so bile nekoč roke, ki še niso objele ženske, močne mlade kosti so objele zemljo, polno mladih bleščečih zob. Polno mladih bleščečih zob je zasejanih v zemlji, nate sem se spomnil, brat, tvoje bele zobe je mislila najina mati, tvoji beli mladi zobje so bili Jalova setev. In zaradi te objavljene pesmi, v samo založbi so v bistvu Danetu Zajcu uničili življenje, ne? Zato ker so ga potem stalno degradirali, se ni mogel niti šolati, niti ni mogel na filozofsko fakulteto, je pa eden v bistvu največji pesnik slovenske druge polovice 20. stoletja, Danet Zajc. Je pa zanimivo, tudi to je knjigi napisano, ne? 400 ulic poimenovanih po temah povezanih z NOB. 70 partizanskih, z nazivom partizanska, 50 po partizanskih brigadah, 50 po žrtvah vojne, pa 6000 spomenikov, ne, NOB-ja.
Ja, posvečenih. jaz partizanstvu sploh ne nasprotujem, zato ker jaz sem odkril, da partizanstvo, ko sem to študiral, pravzaprav bilo čisto drugačno, kot ga je zapustila ta partijska zgodovina. Ne. In šele, če si šel to partijsko zgodovino natančno brati, si kakšne stvari videl, ne. Recimo, ki imam tle, recimo tole piše. Že omenjen zgodovinar Tone Ferenc leta 1987 v svojih raziskavah navaja številne arhivske vire, med njimi tudi zapisnik okrožnega odbora Osvobodilne fronte Idrije z dne 15. junija 1944, ki osvetljuje razmere po nemškem zlodelu, in sicer zlodelo pa je bilo o skrunitvi najsvetejšega na Šebreljski planot. Zdaj poslušajte. Ko je okrožni komitej KPS Idrija izvedel za dogajanje, je tja 10. junija poslal Franca Medveda Groga in Lipeta Merviča, da preiščeta razmere. Njuno poročilo je bilo obravnavano na seji odbora, kjer zapisnik, se pravi zapisnik okrožnega odbora OF Idrije navaja. V Jagrščah so Nemci udrli v cerkev in tabernakel, raztlesti hostije po cerkvi, to je na strani 271, raztlesti hostije po cerkvi, v tabernakel pa dali brošure 200 vprašanj. Puščico v cerkvi so pa uropali. Hosti je prišel pobrati dr. Rejc iz Šebrelj, ki je hotel ta zločin pred ljudstvom kar zakriti. V Šebreljah so prinesli okupatorski banditi v cerkev slamo in jo zažgali. Mladi župnik iz Šebrelj, Slavko Podobnik, je bil od okupatorjevih banditov pretepan in nato odpeljan v Idrijo, kjer je sedaj na svobodi. Rešil ga je idrijski kaplan Brglez. Med okupatorskimi banditi so bili slovensko govoreči elementi. Sklep okrožnega odbora Osvobodilne fronte Idrije z dne 15. junija 1944 pa je. Župnika bomo skušali pridobiti za pismeno izjavo, kaj je videl v Jagrčah in Šebreljah. Na lice mesta se tako odpošljala 2 člana okrožja zaradi ugotovitve dejanskega stanja, katera dobi tudi nalog, da običeta starega župnika Ivana Rejca. Kaj vam to pove? To vam pove pač, da je bilo večina teh partizanov so bili krščanski katoliški fantje. Drugače ni mogli biti, ker po popisu prebivalstva iz leta 1931, zadnjem popisu Dravske Banovine, to je Slovenija, je bilo 98% prebivalstva krščanskega. Takrat se je hodil k maši tako običajno v nedeljo, kad se danes hodi v Hofer, Lidl ali pa karkoli. In to so bili ti ljudje in tudi zato je število pobitih, tako kot je rekel Drago, število pobitih znotraj partizanov moglo biti ogromno, ker vse ti ljudi so čistili. Zato imate tudi duhovne vse postreljate, vse kulaške sinove postreljate, vse, kar del navaja. In to partizanstvo so potem oni po letu 1945 pač transformirali v revolucijo in zamolčali vso. Zakaj je sploh šlo? Ker njihovo temeljno orodje je laž. In v knjigi to rekonstruiram. To je bilo pa zavedeni ljudje. Še ena zadeva, recimo noter, Ive Šubic je bil slikar, to je tak je naredil v Dražgošah spomenika. In so mu rekli narediti spomenik v Dražgošah. Je rekel, v redu, bom naredil spomenik v Dražgošah. So mu dali fotografije partizanov iz začetka, se pravi tam 41, 42, karkoli, da bo pač jih narisal. In on naredi osnutke, zriše vse te zadeve in predstavil, spet enemu komiteju, okrožnemu komiteju, partijo. Oni govorijo po konc, kaj si naredil, kaj sem pa naredil, a ne vidiš, da ni nobene rdeče zvezde, nobeni Titovki, ali kar ti so imeli Triglavko ali karkoli, nobene rdeče zvezde ni nikjer. Kako to zgleda, kaj si kontrrevolucionar? Je rekel Šubic, čakajte, halo, lepo prosim, tole ste mi dali, pa mi je razložil fotografije. Nobeden od partizanov ni imel rdeče zvezde. Potem je rekel, ne, jaz pa ne bom. Konstrukt kasnejših obdobij, Ja, so rekli, nariši zdaj gor vsakmu rdečo zvezdo. Rekel, ne bom, tega ne bom delal, ker to ne more biti. In tako, če gledate ta spomenik, boste videli, da kakšni, dva mata, večina jih je pa brez. To je pravim, popolna laž. Recimo Ludvik Čanžek je napisal, da oni so za velik šmar leta 1945, on je bil v Udbi, pa gor v Gornji Radgoni, za velik šmar, pa partizan, za velik šmar leta 1945 so še imeli mašo, pa vse to redne obrede, pa za mal šmar pa konc, pa nač več. Pa tudi recimo sem spraševal Vaskota Simonitija, katerega oče je bil Rado Simoniti, ki je hodil po partizanih, je skrbel za glasbo, to so
Oče, kakor je vedel povedati, to vedno so igrali na orgle v cerkvi, to je šlo skupaj. Se je tudi drugače biti ni moglo. Če komunistov je bilo leta 41 3000. Če 3000. Če tega se niso zmislili. Ne? Zakaj smo rabili Osvobodilno fronto? Zato, ker preprosto partije komunistov ni bilo dovolj, da bi karkoli zagnali. Kaj ni pa bilo? Večina partizanske vojske so bili pač zavedeni fantje, ki so pač hodili k maš in to, ne? In potem so oni to vse predelali, ne? In si iz tega skovali tako imenovani mandat zgodovine, ne? Da imajo, kot pravi Kučan, če grem nazaj. Ne? Pa še ena bistvena zadeva, ki sem jo mogoče, da ne bi kdo to razumel, da je to knjiga pesimistična, to sploh ni pesimistična knjiga, to je zelo optimistična knjiga. Jaz bi rekel, če vam pogledam tako, recimo na koncu voda, recimo, zamolčana stran tako kliče k soočenju z resnico, ki presega mitologijo in zahteva vrnitev k moralni in duhovni razsežnosti slovenstva v času druge vojne, da bi narod našel edinost in spravo, da bi se poglavje, ki so ga domači bolševiki z namenom priti do absolutne oblasti odprli 27. aprila 1941, dokončno zaprlo. To je danes nov izziv, prav tako gigantske narave, kot je bila osamosvojitev. Če smo zmogli slednjo, bomo tudi s prvim opravili. Na nas pri tem vodi Prešernova pesem, najlepši dokaz, kako veličastno se narodna zavest zliva z univerzalnim duhom, ki vodi zgodovino tudi danes, tu in sedaj. Ne? To je pač čisto, jaz sem optimist, če bi ne bi bil optimist, ne bi te knjige niti pisal. Ne bi, zakaj bi se to, sami vidite, to ima 300 strani, ali koliko ne, 300 strani, ne. To je pač eno, Množica virov, to je to. Ja, množica virov, Vasko Simoniti je rekel, Boštjan, te knjige, tvoje knjige bojo eno najbolj dragocenih pričevanj čez 30 let, sem rekel, veš kaj, Vasko, čez 30 let ne bojo, no, nima več proti, pa jaz bi si želel kaj prej, ne. Pravim, za moje knjige, s to zamolčano stranjo, če me spustili recimo 5 nedelj na Pop TV, da bi razložil pač te zadeve, ki jih vama, ne, recimo mogoče še ena zadeva, ne, bi se ogromno ljudem premaknili. Hotela sem vprašati za konec, k koncu greva počas. Kaj je pravzaprav, kaj je sporočilo, kaj naj pravzaprav ljudje iz te knjige se naučijo? Sporočilo je zelo jasno. Sporočilo največje zlo je socializem in njegov največji sovražnik socializmov, nacionalnih in internacionalnih, sta dva elementa, en je narod, drugi pa vera. In slovenska država je nastala v spopadu z internacionalnim socializmom, z Jugoslavijo, in tle ni nobene kontinuitete, ne? To je zgodba, ki imate noter, sem našel od Kocbeka pričevanje, ki je bil še v Osvobodilni fronti eden od 5 čist na vrha, ne? Da je likvidacija, noter imate, to je neverjetno, to je mogoče največ vredno, ne? Da je Kocbek še, ki je bil njihov, popolnoma njihov, je rekel, da je likvidacija pluralnega značaja OF, ko je slovenska partija likvidirala pluralni značaj OF, je likvidirala slovensko državno suverenost. In to je Kocbek rekel v Kočevskih gozdovih. To vam moram prebrati, ne? To mislim na strani 165. Mogoče je to najbolj dragoceno v tej knjigi. To je Božo Repe, je to rekel ravno kar, to je ob 80-letnici konca druge svetovne vojne na filozofski fakulteti. In sicer je rekel, leta 1991 je bila Slovenija zaradi vizije, ki je nastala v Kočevskih gozdovih, izgrajena država. Osamosvojitev ni bila začetek, temveč konec poti, ki se je začela med vojno. To je Kučanova logika. To je to, kar bi oni zdaj radi, ko niso mogli... Predsednica zdaj razlaga na veliko, ne? To ni res. To sploh ni res. Prvič, mi vsi vemo, ne? Boj med Jugoslavijo in Slovenijo je bil boj na življenje in na smrt. To je bil boj Davida z Goljatom. To je bil boj, z katerega se je vedel, en bo išel zmagovalec in živ, en bo išel poraženec in mrtev. In dejansko zmagala je Republika Slovenija in za zmago Republike Slovenije, za rojstvom Republike Slovenije je Jugoslavija, Socialna federativna republika Jugoslavija umrla. Bilo je konec. 15. januarja leta 1992 z mednarodnim priznanjem celo Hrvaška, sicer ne v njenih teritorijalnih mejah, ampak in Slovenija in Jugoslavija prenehala obstajati. To je bil boj na življenje in na smrt. In smo ga mi Slovenci dobili. Ne? In tle Kocbek pravi, seveda, Kocbek pa pravi to, ne?
ko se je izkazalo, da v bivšem jugoslovanskem prostoru ostaja Slovenska osvobodilna fronta izjema, zato pa tudi manjšinski pojav in njen pomen v očeh jugoslovanske partije nujno pada. Jugoslovanski komunisti so začeli pojmovati kot nekakšno stran pot, slovenski komunisti pa kot svojo krivdo in breme. V jedru jugoslovanskega prostora je namreč prevladalo tradicionalno nepolitično vstajništvo. In ker je v tem jedru delovalo prav srednje partijsko vodstvo, je prav njegovo dogajanje zadobilo značaj pravega vzorca, tako da so mu disciplinsko podlegli tudi slovenski komunisti. Zdaj pa pazite ta stavek. Kocbek na Kočevskih gozdovih leta 1942 pred podpisom Dolomitske izjave pravi: Slovenska partija se je torej s tem, da se je obrnila zoper koalicijski značaj Osvobodilne fronte, dejansko obrnila zoper njo kot nosilko slovenske suverenosti. Ta partija, ki ne bi bila po Repetovem mnenju vzmet, iz katere, oziroma humus, iz katere ne bi zrasla slovenska država, je bila tista, ki je slovensko državno suverenost likvidirala. In to v istih Kočevskih gozdovih, na katere se Repe in Kučan sklicujeta. In tle imate črno na belem dokaz. To ni rekel Janša, to ni rekel Turk, to ni rekel Pačnik, to ni rekel, ne vem, Možina, ampak to je rekel Edvard Kocbek, ko je bil del njihove zgodbe. In kje je to rekel? V Kočevskih gozdovih. In zato bi jaz dobil Kučana pa Repeta pač v rovte, da se pač soočimo. Ne vam uspe pri tem. Hvala. Knjiga je en slavospel, pa se ne bi dal tega, te ilustracije. Ta ilustracija govori sama po sebi. Absolutno. Ne morem, nobena beseda ne more povedati, naslov je to L'œil de Dieu, ker je to ta slika prodana bila v Švico. Sem dobil avtorske pravice. Božji pogled, Macesnova Gorica. Nobena stvar ne more jasno izraziti, kaj jaz mislim. Ne. In notro imate ogromno stvari še, ne, mislim, ki se jih niti dotaknila. Ki se jih ne morva, ker knjiga je prebogata, mislim prebogata, tako rečem kot avtor, ampak toliko ima notro enih podatkov, enostavno, da bi rabili recimo 3 ure, če bi jaz hotel to vse predstaviti, kar je noter. Ne. Vas pa pozivam, da knjigo kupite. Knjiga seveda je absolutna uspešnica, složi čez 600 izvodov v to 2 mesecih. Kar je za slovenski prostor izjemen uspeh. Ker je za slovenski prostor je to pač bestseller, to je povedal Požarju, je to povedal direktor Beletrine Mitja Čander, vsaka knjiga, ki je prodana na 500 izvodov, je bestseller. Ta knjiga je pa še toliko bolj, zato ker je v bistvu znanstvena monografija. Zato ker mora biti vse stvari, ki so noter, podkrepljene in narejene v nulo. In zato jamči 6 recenzentov. 6 recenzentov ima, 5 od njih je rednih članov Evropske akademije znanosti in umetnosti. Ne. Jamči tudi seveda avtor. Ja, seveda. Ne, mislim, do zdaj niso našli ničesar. Ne. Knjiga je 35 €, jaz vzamem vaše ime pa priimek, pa naslov, pa dobite potem knjigo, pa lahko dobite tukaj, pa dobite z mojim posvetilom, če bom dobil Nobelovo nagrado, bo to, kot pravim, vaša najboljša investicija v tem. Zagotovo. Zdaj, gospod župan je začel tole stvar, pa mu dajmo besedo, ker tamle signalizira, da bi rad nekaj vprašal. Ja, prosim. Hotel sem tole reči, danes smo se z enim pogovarjal, kam grem, pa ne grem na tole predstavitev knjige. Je rekel, pejt, ker je to res dobra knjiga, je rekel, to je ena boljših knjig, kot mi da čas prebral. A res? Resno, in pa je človek se spozna na... Marsikaj bomo rekli, ne? Ja, tako da jaz se bomo vzel. Pa mogoče nočem na tisto debato, da prej smo stavljena po likvidacijah v partizanih, pa koliko mrtvih. Vse ljudje so že mrtvi. Jaz sem pa že tudi dolgo v tem prostoru, pa veliko se je zgodilo, ko so se malo sprostili, so dejansko tudi teh stvari govorili. In to, kar je gospod naš častni občan Ocvirk rekel, te likvidacije so bile na način, da so jih tam predali. Je bila pa tudi tam, da vem, kako se ti smo rekli, 5. kolona, kaj. Rekel, jaz sem tam bil in smo šli v boj, sem mogel tizga pa tizga v zadnji, ne. Tako da sploh se ni vedel, kot je padlo. Koga je padlo, ampak se je pa videl, kot da je imel v zadnji. Ja, to Na napačni strani. Je bilo ogromno. To sem jaz te ljudi slišal, kot so mi govorili, no, pa tako da je to res bilo verjetno. Ernest, ja. Drugo zgodbo poznam, ko so govorili, kak so jim dali
piti pa doma, pa da smo potem šli delati na teh, teh stvari je ogromno, tako slišiš, no. Pa ja, pa ne, jaz imam noter pričevanje odvetnika Hribernika, mislim, to je prav pretresljivo. Odvetnik Hribernik je to meni pravil, a ne, veste, gospod Turk, jaz se pa spomnim, jaz sem leta 45 se spomnim, ko sem bil otrok, jaz sem rojen leta 37 in se spomnim leta 45 ali 38 in se spomnim, sem bil otrok in se spomnim, kako so Hrvati se umikali gor preko, mi smo na Tezno stanovali nekaj tazga proti Dravogradu in potem se spomnim, to je bilo enkrat začetku maja, potem se pa spomnim konc maja in to, kako smo poslušali streljanje tudi na Teznem, streljanje dnevno, nočno, streljanje in smo potem zvedeli, kaj se dogaja, da te Hrvate likvidirajo. In sem rekel, poslušajte, dajte mi to, on je odvetnik, sem rekel, dajte mi to napisati, ne, to pričevanje vaše, ne, in ga dobro, ki je odvetnik, sem rekel, ni treba vam ga uverovati, ne, ampak podpišite ga, pa mi ga pošljete, ne. In je to naredil. In sem jaz to noter objavil. To je izredno dragoceno pričevanje, ne, nekoga, ki je to videl kot otrok, ki se spomne teh pobojev. Ne. Drugo pa še enkrat vam rečem, ne, to, da je Kocbek dal to drugo novelo, ne, je to moglo biti, se pravi, likvidaciji soborca v lastnih vrstah, ne, je to moralo biti tako pogost pojav, da drugače tega ne bi dal noter. To se je teplo, ne, z njegovo predstavo, ne, in tega sigurno ne bi dal noter. Pa še nekaj čisto en primer, še jaz sem ga ravno kar slišal. Od Ernesta Petriča ga vsi poznate, oče, ne. Od Ernesta Petriča oče, to mi je Ernest Petrič povedal, ne, je rekel, moj oče je bil v partizanih, ne, in potem je prišel tam en politkomisar, ne, in je rekel, po vojni ne bo nobenih davkov, ne. In je oče rekel, ja, dobro, ampak kako pa to izgledalo, sej davki morajo biti, ne, sej ni države, ki bo brez davkov, ki bi bila brez davkov, ali pa ki bo brez, ne. Pa ga je pa njegov en kolega ga je potegnil stran, ne, pa je rekel, tih bot, ne. Pa je rekel, zakaj? Tih bot. Pa se pa malo sama, pa mu je rekel, lej, pa mu 2-3 soborce pokazal, je rekel, ko greš z njimi kamorkoli, nikoli ne hodi tako, da ima kažeš hrbet. Je rekel, zakaj pa? Je rekel, zato, ker boš dobil šus v glavo od zadaj. Nikoli. Vedno mora biti ona pred tabo, nikoli ti pred njim. In tega je bilo zelo veliko, ne. Jaz bi postavila piko, če smem. Ja, če smo končali, pa bomo še potem neformalno mogoče nadaljevali. Seveda. Jaz se lepo zahvaljujem vsem, ne, občini Dobrna, vsem ljudem dobre volje, ki ste prišli. Kljub vsemu jih ni malo. Zdaj vas pa povabim bi rekel, k knjigi, ne, se pravi, dobite knjigo, jaz napišem ime pa priimek, ne. Jaz samo še zaključno misel pristavim. Torej, cenjeno občinstvo, zgodovina ni le arhiv dogodkov, ampak tudi preteklost, ki jo moramo poznati, da napak, ki so se takrat dogajale, ko so se, ne ponavljamo. Družbe ne oblikujejo dejstva, pač pa predvsem medčloveški odnosi, kjer mora biti dialog, tudi sposobnost poslušati drugega, ključna stvar. Akademik Turk, prav lepa hvala za vse povedano. Pa še kdaj. Hvala vam. Nisem vas vprašala, mogoče bo že kar kmalu kakšna naslednja knjiga, kaj? Ali ne? Joj, to pa ne morem reči. Imam v načrtu, ne, razmišljam o naslovu, o eni osebi, ki je bila ključna in ki je odgovorna za to, da še nismo tam, kjer bi morali biti. Imena ne bom rekel, uganili ga boste sami, ampak bilo bi ime, priimek in slovenske osamosvojitvene sanje. Se pravi, geneza človeka, kako se je oblikoval, kako je prišel v sistemu, v katerem je prišel na vrh, kako je to izgledalo, kakšni so bili profili psihološki ljudi, ki so gor prihajali, kaj v tem hranijo časopisi, komunist. Našel sem že, kako je ta človek nastopil zoper stavke. Ampak to je tako na obzorju, se pravi, zdaj pa je, ampak to sem vam zdaj, če ste me že vprašali, sem vam to rekel, ampak to je v nastajanju, pa ne, če se bom še za to odločil, mislim, da bi bilo to treba narediti, ampak zaenkrat imam pa po tej knjigi toliko povpraševanja in ta knjiga je bistvena.
ta knjiga odgovarja, to je v bistvu ni zastonj rekel Vasko Simoniti, da bo čez 30 let, da bojo te moje knjige aktualne. Skratka, cenjeno občinstvo, prav lepa hvala za vašo pozornost, vam za to, da ste nam vse razložili. Srečno, Slovenija. Ja, takoj. Ne smete z gotovino.